Lep pozdrav, moje ime je Roman Rasulnik. Po včerajšnjem precej emotivnem in čustveno napitem webinarju od direktorja Vasa, gospoda Šalesa, bi rad na tem mestu dal čisto kratek povzetek in par mojih komentarjev. Šales je včeraj ponovno šel na kratko čez pregled dogajanja zadnjega pol leta. Ponovno je poudaril, da ta beta verzija, kljub temu, da se je nam, uporabnikom, zdela v redu, solidna, zaslužili smo, je imela kopico napak in ne bi delovala za veliko večino ljudi. Se pravi, kljub temu, da za nas, zunanje uporabnike, nismo tega niti občutili, niti mogli vedeti, mu po drugi strani, to je moj komentar, zaupam, da je res temu tako, ker drugače ne bi vzpostavili popolnoma novega sistema, pač bi izboljšali samo tistega, ki je bil. Tako da, mogoče največja napaka, ki je bila stvarjena v tem času beta, se pravi do 21. prejšnji mesec, je bilo to pač na nek način obljubljanje teh datumov, ki so jih jasno non-stop predstavljali, zato ker so pač tudi oni bili pod pritiskom, ker so si želeli čim prej dostaviti končni produkt in zaradi tega so pač povzročili nemalo slabe volje in zmede in tudi začudanja in zgražanja in tako naprej. Se pravi, 21.6. so končno lansirali ta končni produkt oziroma MVP, končni v tem smislu, da je zdaj uporaben, pa se zdaj razvija od te točke, od beta točke naprej. In večina pač veste, kaj se je zgodilo, delovali je uro pa pol in se potem bila zasičena poligon mreža, posledica česar je bilo to, da je bilo omejeno trgovanje na en trade na dan in to stanje velja še danes. Zdaj na tem mestu je Šales pač izpostavil to, da popolnoma razume, da smo imeli mi zelo velika pričakovanja. Na eni strani razume, da smo imeli velika pričakovanja. Dejstvo je, da pač podjetje kot tako nikoli ni govorilo o nekakšnih cifrah, koliko je pač možno zaslužiti. Mi smo sami delali te kalkulacije glede na zaslužke, ki so bili v beta verziji. Se pravi, dejansko pa firma resnično ni nikoli delala prav nobenih izračunov in prav nobenih obljub delala, dajala, koliko na dan, koliko na mesec je možno zaslužiti, z preprostega razloga, ker to je včeraj Šales ponovno poudaril, ker Boomerang je kot tako orodje za trgovanje. Se pravi, Boomerang ni trg. Na trgu pač ti lahko zaslužiš toliko, kot so tržne razmere, ki se pač spreminjajo z minuto v minuto, z dneva v dan, iz leta v leto. Sprav, na trg se skozi spreminja in nobeno podjetje, ki ima neko orodje, recimo tako kot je Boomerang, ali pa kakšnokoli drugo orodje za trgovanje, ne more vedeti, koliko bo s tem se donosa možno narediti. Se pravi, na eni strani pač poudaril, hotel reči, vaša pričakovanja so bila pretirana, na drugi strani pa rekel, karkoli ste si zamislili, se bo enkrat zgodilo. Ampak ta enkrat danes še ni prišel. Zakaj? Zaradi tega, ker pač še enkrat je Boomerang zgolj orodje za trgovanje. Se pravi, to, da je zdaj ta poligon mreža pokleknila, da zdaj smo omejeni na en trade na dan, v bistvu ni te mreže, ta mreža, preko katerih poteka trgovanje, niso v lastništvu podjetja. Se pravi, podjetje Boomerang nima prav nobenega vpliva na to, ali zdaj ta mreža dela dobro, ali dela počasi, ali dela hiter. Dejstvo je, da Boomerang kot orodje, in to nam je lahko vsem veliko zadovoljstvo in zaradi tega smo lahko relativno mirni, deluje. Od 21.6. deluje, tisti, ki klikate en trade na dan, veste, da je bilo do zdaj narejenih od 21. do danes že skoraj 400.000 tradeov. Se pravi, produkt absolutno deluje. Zdaj sem razmišljal, danes sem pomislil, če bi se sam čustveno popolnoma odmaknil od tega, ker jasno so tudi jaz zdaj malo prizadet bil zaradi tega odmikanja od načrtovanih datumov. Če bi čisto iskreno in neupleteno pogledal na samo to trditev, jo pač skoraj da moram podpisati. Se pravi, produkt njihov deluje. Te zunanje mreže pa pač niso nekaj, kar je pod njihovim nadzorom. To zdaj ne pomeni, da jih odvezuje vsake obveznosti. Šales je rekel, da popolnoma prevzema odgovornost in da bojo najdel take ponudnike, take mreže,
da bo sčasoma možno delati vse več in več trade in da sčasoma, včeraj spet omenil en rok, ki ga še sam nerad omenjam, je rekel, v 3 mesecih računam, ali pa 4, da bomo prišli do točke, ko bo zelo malo restrikcij ali pa nobenih in se bomo vrnili in boste lahko obudili pričakovanja, ki ste jih imeli takrat, se pravi, v beta verziji, se pravi, na začetku letošnjega leta. Ja, tako da, če dam zdaj eno analogijo, lahko bi rekel, da imam zdaj v tem bumerangu nek dirkalni avto, še vedno znova na vsakem webinarju pove, da gre za produkt, ki je edinstven na svetu, ki mu ni para, ki ni božga, in lahko zdaj, kot sem rekel, potegnemo neko primerjavo, da zdaj, kot da bi imeli mi avto dirkalni, s katerim lahko drvimo do neizmernih hitrosti, na drugi strani pa nimamo nobenih cest, se pravi, te mreže, preko katerih potekajo te naše transakcije, konkretno zdaj Polygon in zdaj bojo dodali druge, so pa te ceste, so pa te kolovozi, se pravi, imamo super vozilo, nimamo pa nobene poti, nobene ceste, imamo same kolovoze, po kateri se lahko furamo. Tako da, jaz sem še naprej optimist, Chavez je ponovno se večkrat opravičil, večkrat je tudi izpostavil to, da konsenz v kriptosvetu, v takem svetu, kjer je vpletena naše podjetje, stvar konsenza, nas spodbuja, da smo še naprej potrpežljivi in ker samo kot skupnost pač lahko to izboljšamo, samo kot skupnost lahko, če bo ljudje to uporabljali, ima ta produkt v tem smislu za široke ljudske množice. Tako da, rezime, produkt je tukaj, produkt obstaja, produkt je dober. Se pravi, vse te težave, ki so zdaj, ki smo jim pričali vsi, kjer smo tudi v bistvu zaradi tega prizadeti, ker pač lahko delamo samo en trade na dan, so začasne, v roku 3 mesecev bojo dodali dodatne mreže, s tem, da se pač načrtuje, da to ne bo zdaj za vsako novo mrežo en trade več, ampak da najdemo omrežja, ki delujejo bistveno bolj kot Polygon in da bo iskali toliko časa teh omrežij na trgu cela kopica. Je pa seveda to zahteva svoj čas, napor, programiranje in tako naprej, tako da dajmo biti potrpežljivi še naprej, dajmo vzdržati ta konsenz, da se vzdržimo neke slabe volje, kritike, pritiskov na podjetje, ker narejeno bo 400.000 transakcij in ko bomo prišli do točke, da bo vsak od nas lahko naredil 50, 100, 200 transakcij na dan, bo tudi za nas bumerang lahko izjemno profitabilen. Tokle čisto na kratko, kot sem obljubil, najbolj bistvene stvari, govoril je tudi o našem coinu, o minerjih, da bojo zdaj v kratkem razdeljeni tisti, ki smo vsi dobili free minerje, ampak zaenkrat toliko tisto, kar je v tem trenutku najbolj bistveno, seveda pa so tiste, ki znate vsaj približno angleško, spodbujam, da si pogledate izvirni posnetek, ker je odličen in boste s tem dvignili nivo zaupanja v podjetje in še naprej pač strpno počakali, da se produkt razvije do te točke, da bo profitabilen za vse nas. Lep dan želim.